Dobrih 700 metrov tu je eno od neprijavljenih odlagališč avtomobilov, ki smo jih našli. Teh je v Sloveniji več kot 70. Novinarji Oštra smo projekt Avtogrob začeli s kopico indicev o morebitnih odlagališčih. Prejeli smo jih od bralcev, novinarskih virov in iz registra divjih odlagališč organizacije Ekologi brez meja, zasnovanega v 2009. Po 11 mesecih brskanja po spletu, terenu in satelitskih posnetkih smo pregledali več kot 350 parcel ter zbrali in preverili podatke o 74 neprijavljenih odlagališčih izrabljenih vozil v Sloveniji. Potrdili smo obstoj odlagališč v industrijskih conah, odročnih vaseh, gozdu, ob stanovanjskih hišah sredi naselij in celo v zaraščeni vrtači na zemljišču v cerkveni lasti. Nekateri zbiralci brez okoljevarstvenega dovoljenja poleg kopičenja avtomobilov te tudi razstavljajo, nato pa prodajajo po kosih. Razlika med črnimi razgrajevalci in legalnimi je očitna. Črni razgrajevalci prodajajo tisto, kar lahko prodajo, za vse ostalo odvržejo, prepustijo naravi in jim ni mar, kaj počnejo. Medtem ko legalni razgrajevalci imamo obveznost, da 95% mase vozila moramo reciklirati, 10% moramo dati ponovno uporabo, odgovorno in sledljivo moramo ravnati z vsemi nevarnimi snovmi, kot so odpadna olja, akumulatorji, potem plini od klim, zavorne tekočine in vse ostalo, da tudi primerno predelavo naprej. Imamo tudi obveznosti do okoljevarstvene zahteve. To pomeni, da smo podvrženi monitoringam, podvrženi smo tudi rednim kontrolam, imamo tudi redna poročanja. In razlika, ki jo pa tu, kdo jo pa plača to razliko, v bistvu jo plačamo ljudje, in sicer kot v naravi, plačamo jo zdravjem in seveda davkoplačevalci. Da je nadzor nad razgradnjo vozil in divjimi odlagališči v Sloveniji pomanjkljiv, priča dejstvo, da je kar vsako 5. odlagališče na zemljiščih v lasti občine, države ali državnega podjetja. Novinarska preiskava je razkrila primer zbiralca brez okoljevarstvenega dovoljenja, ki vozila razstavlja in jih nato po delih prodaja na območje Slovenije in sosednje Avstrije ter Hrvaške. Obenem pa je prek svojega podjetja kupil 2 vili v Vodnjanu. Za točno lokacijo nahajališč, ki smo jih našli, obiščite naš javno dostopen interaktivni zemljevid Register neprijavljenih avtomobilskih odpadov. Na zemljevidu si lahko ogledate podatke o velikosti, lastništvu in okoljski nevarnosti nahajališča. Izračun okoljske nevarnosti temelji na formuli, ki so jo Ekologi brez meja skupaj z znanstveno-raziskovalnim centrom SAZU razvili za potrebe našega registra. Formula kot ključen faktor šteje ogrožanje virov pitne vode.